Nogometaši Maribora so v sklepni fazi priprav za četrtkov obračun s škotskim Hibernianom. Predprodaja vstopnic nakazuje na to, da bo podpora s tribun še večja, kot je bila proti madžarskemu Videotonu. Vijoličasti, pri katerih se z manjšima poškodbama bojujeta predvsem Aleš Mejač in Armin Bačinović, so pripravljeni na dvoboj. Priprave potekajo podobno kot proti Madžarom, tako da bodo tekmo vijoličasti dočakali v karanteni. Igro nasprotnika so tudi že preučili s posnetki dvoboja zadnjega škotskega prvenstva med Hibernianom in Celticom. Trener Darko Milanič ter Josip Iličić in Mitja Viler se nadejajo dobrega rezultata, pri čemer pravijo, da bi bil aktiven rezultat zmaga brez sprejetega gola. Dober dan vsem. Najprej, kar se tiče kadra, lažje težave imata Mejač in Bačinović. David Bunderla ne bo naredil tekmo, upam pa, da bosta David pa Aleš v takem stanju, da bosta lahko konkurirala za moštvo. Kar se tiče samih priprav, tečejo zelo podobno kot pred tekmama z Videotonom. V sredo bomo odšli v karanteno, da se pripravimo, kajti zavedamo se, da nas v četrtek čaka zelo težka tekma. Informacije je kar naenkrat ogromno, tako da so z tem seznanjeni tudi igralci. Vejo, seznanjeni so z kvaliteto nasprotnikov, dobro smo jih analizirali, potrudili smo se v najboljših močeh, tako kot proti Madžarom. Vendar je zelo pomembno, kakšni bomo mi. To pomeni, mi si želimo, kot je že Josip rekel, biti podobni kot na tekmi z Videotonom. Naloga je zelo težka, vidi se pomembnost vsega v vaši prisotnosti. To sem rekel že zadnjič, to nam je všeč in zelo podrobno se bomo posvetili še v teh dveh treningih do tekme s temi detalji, ki nam bodo potem v igri pomagali. Favorita proti Škotom? Nisem prepričan. Mi vemo, da smo trenutno močni, da smo odigrali tekmo, to domačo tekmo izredno dobro, da moramo na tem graditi, da moramo to poskušati ponavljati, vendar so fantje v moštvu, kateri imajo izredno malo izkušenj v Evropi, tako da niti slučajno ne dovolim nobenemu, da bi poletel na osnovi ene tekme. Težko delo nas čaka, nasprotnik ima tradicijo, nasprotnik ima močno moštvo, ima, če ste si malo pogledali, prečitali, kje so te fanti igrali, kateri nastopajo za Hibernian, ste videli, da jih je kar nekaj, kateri imajo izkušnje s Premier ligo, angleško Premier ligo, to pomeni veliko. Mi teh izkušenj nimamo. Tako je, oni, jasno, da so Škoti, da tekme, katere igrajo med seboj, da je fight, da so čvrsti dueli, da se gre dosti bolj moško kot pri nas, da si včasih je tudi več dolgih žog, da igrajo na to, da bi bilo čim prej več prekinitev, ker so potem zelo iznajdljivi. Vendar niti slučajno ne smemo iti mimo tega, da oni želijo igrati nogomet in da so zelo, zelo gibljivi, da hočejo imeti veliko žogo v svoji posesti, da igrajo po tleh. V principu jim je ideja igrati po tleh in utekati v prazen prostor, ne pa samo igrati na dolge žoge. Je pa res, da so dolge žoge oziroma prekinitve, da so tu močni. Tu bomo morali biti zelo pripravljeni, dobro pripravljeni in jih delati malo prekrškov. Čim manj prekrškov, biti blizu, vendar ne dovolj potrpljenja, da prekrška ne naredimo. Tako je, to je popolnoma jasno, ko se pogledajo njihove prvenstvene tekme in pa stanje, v katerem so sedaj, oziroma ker so v pripravah, mogoče nimajo še te svežine, hitrosti,
kot bi jo imeli sicer. Tako da iskreno upam, da bo to ena prednost, vsaj na tej prvi tekmi. Zmaga. Lepa, z lepo igro, z zadovoljstvom na tribunah in v slačilnici. Mejač ima kar resne težave. On se tako po domače krpa. Ne? Evropa ja, potem počitek, terapije. Tako da bomo videli, kako bo danes na treningu in jutri. Bačinović je imel tudi z prednjo stegensko mišico težave, tako da ni bil v kadru v Velenju, vendar je včeraj že normalno treniral. Če bo stanje tudi danes in jutri tako, potem bo v kadru. Mi se vsi skupaj zavedamo, če bomo to igro ponovili, da bomo dosti bližje uspehu, tako da upam, da bomo to igro ponovili, pa da gremo eno prednostjo na Škotsko. Vsekakor, da nisem, jaz sem zelo vesel za to. Jaz upam, da jim to dajem, kar oni pričakujejo od mene, tako da sem vesel. Jaz mislim, da se iz treninga v trening, iz tekme v tekmo vse boljše počutim. Se zavedam, da nisem še 100% pripravljen, ampak gre na boljše. Ne vem, jaz sem se odlično znašel. Glede sproščenosti je, ne vem, jaz ne čutim nobene napetosti, tako da sem še čisto sproščen. Tako, ja, vzdušje narekuje rezultati, tako da lahko sami sklepate, da je vzdušje fenomenalno. Vse je bilo že na začetku odlično, zdaj pa rezultati samo to nadgrajujejo. Ne? Meni paše, da sem non-stop v gibanju. Ne? Vsak dan se nekaj gibam in tako, če igraš tekme, si non-stop po ritmu. Zaenkrat se ne pritožujem, pripravljeni smo odlično, tako da upam, da bo šlo tako naprej kot celotne ekipe. Utrujeno se čuti po tekmi, mogoče naslednji dan, danes je že v redu. Ne?